Dober dan. Danes bomo govorili o nakupu nepremičnine. Za nekaj pomembnih in koristnih nasvetov, ki jih je dobro upoštevati, smo prosili izkušenega odvetnika Zorana Korenčana iz Ljubljane. Prvenstveno je potrebno na podlagi podatkov zemljiške knjige, ki je javna knjiga, ugotoviti, kdo je lastnik nepremičnine. Ta podatek je razviden iz zemljiškoknjižnega izpiska in iz tega podatka se lahko vsak kupec prepriča, ali dejansko kupuje stvar od lastnika. Pri tem je pa seveda zelo pomembno tudi, da se prepriča, ali je ta nepremičnina obremenjena. To je zelo pomembno iz razloga, ker če nekdo kupuje obremenjeno nepremičnino, na primer z hipoteko ali pa z zemljiškoknjižnim dolgom, se mu utegne zgoditi, da bo ta nepremičnina prodana na dražbi in bo izgubil svojo lastninsko pravico v prihodnosti. To je spletni portal e-sodstva, se vstopi. Zdaj, odvetniki imamo malo drugačen način pristopa, ker smo kvalificirani uporabniki. Potem moramo svoje geslo vpisati. Gremo na zemljiškoknjižna opravila, zemljiška knjiga. No, potem se pa odpre javni izpisi in objave. Tukaj so pa zemljiškoknjižni izpiski. V vsakem primeru je bistvenega pomena zemljiškoknjižno stanje in zagotoviti si je potrebno, da je pogodba, s katero se kupi nepremičnina, popolna. Torej, da vsebuje vse potrebne podatke, predvsem gre za navedbo osebe prodajalca, to je lahko fizična ali pravna oseba, in da ta pogodba vsebuje tako imenovano zemljiškoknjižno dovolilo. Zemljiškoknjižno dovolilo je pomembno iz razloga, ker se le na podlagi tega dovolila lahko kupec vknjiži v zemljiško knjigo kot lastnik. Zemljiškoknjižno dovolilo pa mora biti overjeno s strani notarja. Zelo pomembno je, da takoj po sklenitvi pogodbe, da se kupec predlaga svojo vknjižbo, da ga nekdo ne prehiti za kakšnim drugim dejanjem. Gremo pod redni izpis iz zemljiške knjige. Vpisati je potrebno katastrsko občino, recimo potem pa še parcelno številko. Po vpisu katastrske občine v parcelne številke se odpre zemljiškoknjižni izpisek za določeno parcelo, ki izgleda tako v elektronski obliki. No, zemljiška knjiga je javna knjiga, je brezplačna. V zadnjem času je to informatizirana zbirka podatkov, ki je v elektronski obliki. Za razliko od prejšnjih let, ko je bila to ročna knjiga in kjer je dejansko izgledala kot neka knjiga, kjer si iskal podatke, je sedaj vse vodeno v elektronski obliki in vsakdo ima lahko kadarkoli vpogled vanjo. To je zdaj tudi ključnega pomena tudi za samo varnost, ker ko se odločaš za nakup nepremičnine, je najbolje, da preveriš še zadnji dan, kakšno je stanje te nepremičnine. V zvezi z zemljiško knjigo je ključnega vprašanja trenutek vknjižbe. Torej, v trenutku, ko nepremičnino kupiš, še nisi postal njen lastnik. Postaneš šele s trenutkom vknjižbe. Vknjižiš se šele na podlagi prave listine, torej notarsko overjene listine z zemljiškoknjižnim dovolilom. In v tistem trenutku mora biti nepremičnina prosta, torej na njej ne sme biti nobene plombe. Če je neka plomba
pred teboj, potem je to že znak za neko nevarnost. Da si kupil nepremičnino, ki je lahko tudi obremenjena ali ki je prodana nekomu drugemu. Tako se nam odpre zemljiškoknjižni izpisek, ki ima več strani. Prvi podatek je ID znak nepremičnine, ki vsebuje katastrsko občino in parcelo. Naslednji podatek je podatek o plombah. Na to moramo biti, kot sem že prej povedal, posebej pozorni, ali je na kakšno nepremičnino vložen kakšen predlog, ki še čaka na vpis. Potem je ime lastnika in potem vidimo, če so na nepremičnini kakšne hipoteke. Vsaka plomba ne pomeni, da se je zgodilo nekaj tragičnega ali pa nevarnega, ampak v vsakem primeru se pa je potrebno pozanimati, kaj ta plomba pomeni. V takem primeru nujno potrebuje stranka pomoč pravnega strokovnjaka. Veliko je primerov, ko se ljudje odločajo za nakup, ne da bi pri tem angažirali pravnega strokovnjaka. To je lahko odvetnik, lahko je notar ali pač nekdo, ki se s takimi posli ukvarja. Če stranka to upusti in se spusti v sklenitev posla, ki ji ni znan oziroma ki ne sodi v njeno področje, se utegnejo zgoditi zelo hude negativne posledice zanjo. Kot so, da kupi nepremičnino od nekoga, ki ni lastnik, ali pa da kupi obremenjeno nepremičnino. Kupoprodajna pogodba za nepremičnino po zakonu mora biti v pisni obliki, ker gre seveda pri nakupu nepremičnine za pomemben posel, zato zakon predpisuje posebno pisno obliko. Pomembno je, da se seveda preveri, kdo je oseba prodajalca in če je kot tako vknjižen v zemljiški knjigi. Bistvene sestavine vsake kupoprodajne pogodbe sta cena in pa predmet, torej da se določi, koliko bo znašala kupnina za to nepremičnino in da je ta nepremičnina v pogodbi tudi označena. Zaradi samega sistema zemljiške knjige je pomembno, da se oznake v pogodbi popolnoma ujemajo z oznakami v zemljiški knjigi. Sicer kupec ne pridobi lastninske pravice na nepremičnini na podlagi take pogodbe. Kot sem že povedal, je pomembno, da ima pogodba zemljiškoknjižno dovolilo, ki mora biti nepogojno, torej ne sme biti vezano na kakršenkoli pogoj in z njim mora prodajalec dovoliti kupcu, da se vknjiži. To so ključne stvari, na katere mora kupec paziti pri nakupu nepremičnine. In pa seveda, da je na koncu pogodba podpis prodajalca overjen s strani notarja. Jaz tudi predlagam, da takoj, ko se taka pogodba podpiše in overi podpis pri notarju, da se takoj pri istem notarju tudi predlaga vknjižba v zemljiško knjigo. Notar za pogodbo, ki se mu jo prinese samo v overovitev podpisa, ne odgovarja. On ni dolžan preveriti, ali ima pogodba vse potrebne podatke. On samo pač poskrbi za to, da je tista oseba, ki je overila podpis, identična z podatki iz, na primer, njene osebne izkaznice. Je pa odgovoren notar, kadar sam sestavi takšno listino, tako pogodbo, ali kadar gre za pogodbo seveda v obliki notarskega zapisa. To je pa posebna pogodba, ki jo zakon o notariatu predvideva. Kupoprodajna pogodba je navadna pisna pogodba. Lahko se pa stranki dogovorite, da bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Notarski zapis sam po sebi lahko vsebuje določene elemente, ki na primer določeni osebi olajšajo na primer izterjavo kupnine.
Zaradi tega grejo nekdo v pogodbo v obliki notarskega zapisa, ker tiste pogodbe, ki so sklenjene v obliki notarskega zapisa, so lahko tudi neposredno izvršljive. Torej, če prodajalec ne dobi kupnine plačane, lahko na podlagi notarskega zapisa direktno zahteva plačilo. Na podlagi navadne pogodbe, ki ni v obliki notarskega zapisa, tega ne more. In za tako pogodbo v obliki notarskega zapisa je pa potem tudi notar odgovoren, da vsebuje vse podatke, ki jih zahteva zakon. Potem je ključno dejanje vknjižba kupca v zemljiško knjigo. Kot sem že rekel, po našem zakonu je notar tisti, ki je legitimiran za podajanje predloga za vknjižbo, in notar, če se mu da tak nalog, kar je edino smiselno, takoj po sklenitvi pogodbe elektronsko vloži predlog za vknjižbo. In v tem trenutku bo lastninska pravica kupca še isti dan, z učinkom na tisti dan, vknjižena v zemljiški knjigi. Hvala, ker ste spremljali oddajo Pravni kotiček. Pridružite se nam tudi naslednjič, ko bomo govorili o pogodbi o zaposlitvi in odpovedi delovnega razmerja. Nasvidenje 15. februarja.